Pri onkološki bolezni prihaja v telesu do presnovnega stresa preko tega, ker se telo upira na nek način proti bolezni. Seveda so onkološke bolezni različne, ene so presnovno bolj agresivne, druge manj, ampak tudi če sama onkološka bolezen ni presnovno agresivna, je pa ponavadi agresivna terapija onkološke bolezni, ki prav tako sproža te presnovne spremembe, zlasti v smislu razgradnje, a ne telesnih beljakovin, povzročanja energijskega primanjkljaja, zato je pač temu ustrezno potem treba prilagajati prehrano. Posebej je pomembno, da je zadosten energijski vnos, da je zadosten beljakovinski vnos, da je hrana kvalitetna in da je redna. Na ravni posameznika ustrezen beljakovinski vnos pomeni, da če se le da, pri vsakem obroku, glavnem obroku, zaužije beljakovinsko živilo, vsaj recimo v povprečju dobrih 20 gramov ali pa celo 30 gramov beljakovinskega živila, ki naj bo kvalitetno in naj vsebuje dobre vire beljakovin. Seveda velikokrat rakasti bolniki, ki dobivajo terapijo, tudi nimajo optimalnega delovanja prebavil, zaradi tega pač bolnikom z rakom priporočamo uživanje kakovostnih beljakovinskih virov, ki so praviloma živalskega izvora. Beljakovine vnašamo dodatno s prehranskimi dopolnili, ki so praviloma medicinska hrana, ki jo tudi predpišemo na recept. Takrat, kadar z normalno prehrano ni možno zaužiti zadostne količine beljakovin, lahko se seveda veliko naredi že z normalno prehrano. Klinične dietetičarke so zelo izkušene prehranske svetovalke in potem, ko pogledajo bolnikovo prehrano, znajo povedati, ali je treba pojesti na primer še dodatno jajce, še dodatno skuto ali kako drugo beljakovinsko živilo. In seveda v primeru takrat, kadar bolnik tega ne zmore, se to priporoča v obliki prehranskih dopolnil. Praviloma bolnik pride do tega beljakovinskega dodatka na osnovi klinično naravnanega prehranskega pregleda, kjer se ugotovi, da potrebuje dodaten vnos beljakovin in praviloma je to povezano tudi z neko diagnozo prehranskega stanja, bodisi je to podhranjenost, bodisi je to ugotovljena nizka pusta masa, s katero ocenjujemo mišično maso, bodisi sarkopenija in potem, ko napišemo diagnozo, potem lahko zdravnik predpiše prehransko dopolnilo oziroma medicinsko hrano kot zdravilo na recept. Takrat govorimo o prehranski terapiji. Zato je to zdravilo, ker zdravimo presnovo, da se posameznik manj razgrajuje, da so izgraditveni procesi boljši in s tem podpiramo organizem tekom zdravljenja. Tle bi mogoče še poudarila, da podpiramo tudi imunski sistem, ki sodeluje pri tem, da se obvladajo rakaste celice in to je, bi rekla, neka vrste posredna terapija. Pravzaprav lahko mirno rečemo, da z gibanjem spravimo prehrano v promet, to se pravi, dosežemo pozitivni presnovni premik v smer izgradnje, v smer anabolizma. In danes vemo o tem še veliko več. Danes vemo tudi, da z gibanjem vzdržujemo mišično maso in recimo novejša spoznanja pravijo, da je mišica tudi neke vrste rehabilitacijski center za imunski sistem, za limfocite, ki gredo v mišice, če so mišice, in mišice lahko naredimo samo z gibanjem, da si tam opomorejo in se potem lažje borijo ne samo proti rakastim celicam, ampak tudi proti mikroorganizmom, to se pravi preprečevanje okužb in podobno. Zato moramo mi s hrano podpirati gibanje, zdraviti motnje prehranskega stanja in potem je ravno s to kombinacijo optimalna, bi rekla, presnovna podpora. Če dieta ni medicinsko indicirana, to pomeni, da nimamo neke bolezni, kot je na primer celiakija ali kakšne prirojene motnje presnove,
Potem diete pri rakastih bolnikih nimajo nobenega smisla, tako da na primer izogibanje posameznih hranil, kot je na primer sladkor, ne bo pravzaprav nič pripomoglo k izboljšanemu zdravljenju raka, ker rakaste celice bodo dobile svojo glukozo tako ali drugače. Če je ne bodo dobile s prehrano, jo bodo dobile pa iz naših mišic, ker sprožajo procese, ki vodijo do razgradnje beljakovin, zato da se potem preko procesa glukoneogeneze tvori glukoza. Prehranska dopolnila izven rajona medicinske hrane pravzaprav niso priporočena. Prehranska dopolnila so praviloma nepreverjena, nikoli ne vemo, kaj bomo pojedli, in jaz mislim, da rakasti bolnik ne potrebuje še neke dodatne možnosti za ogrožanje svojega zdravja. Po bolezni je hematonkološki bolnik v tako imenovani fazi regeneracije organizma. To se pravi, telo si mora nekako opomoči od vsega, bom kar rekla, hudega, kar se je zgodilo, in to hudo tudi pomeni, da so določene telesne strukture propadle. Po bolezni vsekakor priporočamo kot sekundarno preventivo kombinacijo telesne dejavnosti z ustrezno prehrano, s katero tudi podpiramo telesno dejavnost. Telovaditi v družbi je bolj prijetno, in ker je vadba naporna, je potem ta napornost manj težavna, ker je v družbi vedno bolj prijetno, zato je dejansko res vadbena skupina zelo dobra rešitev za vadbo po zdravljenju hematonkološke bolezni.